Tri, zakaj propagiraš star sistem? Ti to je bil diktator. Še zraven jogurt? Ej, a veš, da se je najtežje posloviti od familije? Mislim, nikoli ni prav lahko, ampak če pa vikend, nedela popoldne, na žaru se nekaj peče, vsi se imamo fajn, otroci laufajo nakol, vse kar stiže že otročki smeh. To se pravi, nedela popoldne, jaz sem na poti na letališče, zato ker pičim na Dansko, to pa zato, ker se bom usedel v prenovljeno Toyoto Aygo, to se bo sicer zgodil še jutri, tako da edina stvar, ki jo moram jaz danes narediti, je do tja preleteti, spraviti svojo guzico v hotel in dati mir. What the fuck, stari, ej, svika na cesti. Hej, punca, kam pa ti? Veš kva, kva če bi šla pa sama reš? Go, be free. Kva mi je še ob cest najdu? Nikoli si nisem mislil, da bom pri Krtini želvo rešil. Ja, odkje pa sem? S Krtine odkje? Se vidi, da sem malo utrujen. Ta dan se kar ni, pa ni hotel nehati, kva je to karta. Comfort food. Jebam še ful. Huawei P20 Pro, končen stari. Mislim, ker telefon je že nekaj časa zunaj, in gre da je ful težko. Preden se tega lotim, moram povedati par besed o telefonu, s katerim snemam že kdaj. Od novembra, to je ta telefon, s katerim snemam zdaj, Mate 10 Pro. Prva stvar, ki jo moram poudariti, je, da pa to ne govorim zato, ker na en način sodelujem s Huawei, ker z njihovimi telefoni snemam že let pa pol. Po moje bolj preprosto ne moram povedati. To je bil, mislim, je najboljši telefon, kar sem jih kdaj imel. Ja. 100% sem ziger. Lahko mi rečeš, da sem Huawei lover, tako da dajmo tako reči, prosim vas lepo, če ima kdo od vas Mate 10 Pro, prosim lepo, napiši v komentar, kakšna je tvoja izkušnja z njim, jaz bom pa zdaj povedal, kakšna je bila moja izkušnja z njim. Prav, v glavnem Mate 10, kako bi ga pokazal? Kako lepa je zdaj. Glej ga, to je ta telefon. Glej, ne bom kompliciral, ni bilo enkrat, da bi me razočaral na kakršenkoli način, časna Titova. Tri, zakaj propagiraš star sistem? Ti to je bil diktator. Glavna stvar, ki me je daleč najbolj impresionirala in stvar, nad katero sem navdušen še danes po več kot pol leta ustvarjanja s telefonom, je baterija. Jaz si upam trditi, da sem eden najbolj ekstremnih uporabnikov tega telefona sploh. Non-stop z njim delam vse tiste stvari, ki jih drugi lastniki telefonov počnejo, poleg tega pa ves čas še snemam, montiram, tega je ogromen. A če mi zdrži baterija cel dan, po pravici ti bom povedal, ne zdrži mi baterija cel dan. A veš zakaj? Ker sem ga dobil mi je, zlahka. Ampak količina snemanja pa montaže, to žre baterijo. A veš, kaj hočem reči? Tako da čudežno ne moreš pričakovati, ampak vsi tisti, ki imajo Mate 10 Pro, če so prišli do mene, pa so rekli kakšno besedo na to temo, so rekli, baterija je do jaja. Jaz to lahko sam potrdim, tudi še zdaj, po več kot polovici leta, če slučajno imam dan, ker ne snemam vloga, ne montiram vloga, če nisem velik na Viberju, Instagramu, Facebooku, to se pravi, dan, ki je bolj malo aktivnosti, recimo kakšna v easy sobota ali pa nedela, mi zlahka zdrži cel dan, včasih tudi do naslednjega dneva, brez težav. Druga stvar, fotografija. Če sem čisto iskren, sploh ne vem točnih podatkov, česa je vse zmožen, kar se tiče pikslov, pa tako naprej. Vem pa, da ta stvar, da telefon sam pogrunta, kaj slikaš, a slikaš gore, portret, psa, hrano. Jaz sem ekstremno zadovoljen. Tudi v slabih pogojih, sicer ne bolj da... Blazno mi je všeč glih to, kar sem ravnokar razlagal, da zna prepoznati, kaj slikam. In to se mi je vedno najbolj obrestovalo, ker sem slikal hrano. Veš, koliko kdaj gremo na kakšen avtomobilski event, recimo, doskrat dobro jemo. In jaz pol to zelo rad poslikam in pošljem domov Tini sam zato, da je ljubosumna. Zato, ker sem malo zdoben, to je res. Ona tok tega ne mara. No in zdaj bom v video prepopil par fotk, ki jih je ta naredil, brez kakšnih dodatnih nastavitev. In to pazi v svetlobnih razmerah, ki so v restauracijah ponovadi vse prej kaj idealne. Pa ne mi reči, da niso hude. Pazi zdaj. Zdaj pa tako, kot sem rekel, new kid on the block, malo zamudo, dajmo ga odpreti. Pomagamo že na 10 dni. To nam dal vlog. Če me napena, no, kaj ne zdaj. Če prdneš je skoraj isto, kada če si koga umoril. Come on. Pač prdneš. Plin, ki nima kaj iskati v tebi, gre ven. Ok, let's do this.
Ampak je na notranji strani škatle narisan neki, vidiš, Huawei design. Nice touch, prav Huawei. Imeno zdaj dol padel, vidiš, telefon je takole na vrhu, vse ostalo je pod njim. Evo ga, P20 Pro, drugič v mojih rokah. Ta del je še posebej dober, le. Malo bolj okrogle robove, se mi zdi. Ne vem, tehnične podatke sem že vse pozabil. Ne tehnični podatki pri telefonu, koliko je pameten, česa vse je zmožen. Mene to ne zanima toliko. Jaz bom ta telefon sodil izključno po tem, kako se bo obnesel, ker bom z njim ustvaril komoter minuto, ker bom z njim snemal videe, ker bom z njim fotografiral. Zanima me tudi, koliko bo zdržljiva baterija, bojda, tako kot pri tem. Plastična tale, ne vem, ko se reče, kar tako oblekel, ker jaz veš, da sem bolj te štoraste sorte. Škaj sem pozabil, stari, ta telefon ima 3 leče. Next level, baby! Noter v škatli je pa takole lično zloženo, vidiš charger pa sluške. No, ena stvar vsem vem o tem telefonu, oziroma edina stvar, ki sem jo do zdaj preizkusil v praksi, nočno fotografiranje, ker okrog tega je bilo največ hajpa. Do zdaj, če si ti s katerim koli od Huawei-evih, ne vem, če je to drugotko, telefonov delal nočno fotografijo, si moram, to je tista fotografija, ki si telefon vzame, ne vem, 15 sekund časa, da jo naredi, ali pa 5 sekund, odvisno od svetlobnih razmer, si moral vedno nekam postaviti. S tem, to je edina stvar, ki jo vem za zdaj, si pa tudi, če si nočno fotko delal, ker držiš v roki telefon, veš, da se ti skozi malo premika, ne? Kljub temu je bila fotka v nulo ostra. Dobro jutro. Pozabil sem povedati eno zgodbo. Veš, Mate 10 Pro me je letos, bolj na začetku leta, v razponu 3 tednov spremljal na 3 kontinentih. Evropa, Afrika, Namibija, Amerika, Daytona. No, v sklopu teh 3 tednov je moral kar veliko od sebe dati, predvsem pa se je moral soočiti z enim takim hudim temperaturnim razponom. A veš, v Namibiji sem z njim snemal pri plus 38. Ok, to ni še nič posebnega, ampak kmalu zatem sem šel pa na Švedsko, kjer smo snemali pri minus 30 stopinj Celzija. In tukaj sem videl, koliko mighty je ta baterija, zato ker sem bil od vseh novinarjev edini, ki sem pri teh nizkih temperaturah uspel posneti kaj konkretnega. Zato ker vsem so telefoni nehali delati, meni pa ne. To sem pozabil povedati.